Majhorko? Majhorko, Mona, Malej. Nisi Primorca, pa si Elvis Jackson, ne tudi. Vem. Res je. Kakšna bo sobota, kjer datum je, kdaj ste vi na odru? Ja, zdaj moram, ali 16, ja, dobro se ni važno, 16. Kakšna bo sobota v Laškem 16. julij? Na odru in pod odrom? Glede na to, da je poletje, pa da je Elvis Jackson zelo poleten band, bo kar po mojem totalna nadgradnja poletja, čaga, fešta, žurka, kot zmeraj z Elvisi. In mogoče toliko, da vedno je bilo fantastično pivo in cvetijo in glede na to, da letos se še trudijo z drugačnimi prijemi, sem prepričan, da to lahko vsak od nas nekaj doprinese k temu, da bo to res postalo nekaj večnega. Vi boste pa te najbolj divji, verjetno. To je dobro ali slabo? Dobro. Ja, bomo divji, definitivno. Zdaj še nekaj, kdaj si se nazadnje vozil z vlakom? 3-4 leta nazaj. Kam si pa šel? Ljubljano. In zdaj bo šel kam? Zdaj, v Laško, no. Zdaj pravijo, da moram iti, zdaj bom pa šel verjetno z avtom v Ljubljano, da naložimo prema pa z vlakom do Laškega. Pozdravljen, Dejanc. Kje si že ti? A veš, zdaj bom jaz tebe nekaj vprašal. A veš, kaj pomeni, če ti rečem 5 do pol 7? Ja. Kaj? Čakaj, da izračunam. 5 do pol 7? Nek si moja kapa večkrat pomaga? 18:25. Ja, to je Laško. Iz tam prihajam in ponosen Laščan in če me vprašaš, kaj je Laško, kaj je pivo in cvetje, kaj je pivo, kaj so rože, kaj je dober žur, ja, odgovor je Laško. Kdaj si bil prvič na žuru v Laškem? Ko sem shodil. Jaz živim v festivalu, torej mi tako kot lani, tako kot letos igramo tu pri cerkvi na tem odru, torej imamo 2 glavna odra, dol pri pivovarni, ki je bolj rockersko naravnan in bolj tu pri cerkvi, kjer je bolj komercialno naravnan in do tega odra imam jaz 19 korakov. Super. Maksimalno. Se pravi, kje bo tvoje zaodrje, če lahko zaupaš? Ga imamo tudi tam, dejansko za odrom, ampak tudi če bi bil doma, ne bi bilo dobene ovire, ker je to res blizu in pač ponosen Laščan in vedno dobenega piva in cvetja v življenju še nisem zamudil, tako da takrat se ne gre na dopust, takrat se ne gre na rojstni dan, na praznovanje, takrat si v Laškem. Si v Laškem piješ pivo? Ja, a je to vprašanje? Kdaj si prvo pivo spredaj? Po mojem koštu sem ga zelo kmalu, takrat, ko ga še ne bi smel, ne bom zdaj leta povedal, ker bo kakšna socialna klicala moje starše za nazaj, ne, ampak Laščan po mojem proba to zeleno, zlato že zelo kmalu. Še nekaj, torej ti ne bo šel na koncert z vlakom? Ne, jaz sem edini po mojem, ki ne bom šel z vlakom, glede na to, da smo v železničarskem muzeju, ampak peš, drugače pa, kot smo dan že na tiskovki poslušali, dejansko se gre za festival, ki je brez napake, tako bom rekel. Imamo lokalno hrano, imamo lokalno pijačo, imamo prevoz, ki je organiziran po celi Sloveniji, imamo najboljše slovenske izvajalce, tudi presenečenje, ki ga še žal ne smem povedati, pridejo eni hudi frajeri, bom rekel, iz sveta, torej band, ki je ikoničen band za tebe, za mene, za vas, za vse na tem svetu, tako da jaz se res veselim. In ki sigurno se ne bojo pripeljali z vlakom, a ne? Ja, veš kaj, pivo in cvetje zna preseneti, tako da je možno, da zadnji del poti bo pa mogoče z vlakom. Fantje, pivo in cvetje 2023, kako ste vi in pivo? Včasih kar blizu, no, včasih malo manj, včasih pa zelo blizu. Letos si bomo očitno najbližje, glede na to, da tudi nastopamo na festivalu Pivo in cvetje, bomo letos očitno si kar na tinu. Ste šli z vlakom ali z avtom, glede na to, da promovirajo vlak? Smo zdaj ravno kar smo razmišljali, da mogoče bi pa rešila kar z vlakom, glede na to, da ni navaden vlak, ampak je tudi party vlak, se mogoče splača najprej zapeljati z avtom do Ljubljane, pa pol z vlakom nazaj do Laškega. Tako da jaz mislim, da bo kar žurka tudi na vlaku. Znani ste po teh partijih, ste že imeli kak party na vlaku, recimo? To pa še ne. Ali pa kak videospot? Še tudi ne. Mogoče pa dobra ideja za naprej, no če ne prej pa v Laškem. Kaj sicer ustvarjate to pomlad? Predvsem koncertiramo, no, igramo na žurkah, na partijih po Sloveniji, od Primorske do Prekmurja, poleti gremo tudi k sosedom na Hrvaško pogledati, tako da bo pestro. Pridete pa nazaj do piva in cvetja? Definitivno.
Po reviziji pride tudi pivo in cvetje, verjetno utrujeni ne boste. Ne, mislim, ne bomo si mogli pustiti biti utrujeni, ne, ker tudi že pred pivo in cvetje se bomo pojavljali na raznih festivalih po Sloveniji in drugod, tako da po mojem, da bomo lih takrat lepo ogreti za poletno sezono. Ne. Kako pa Joker in pivo seveda? Jaz osebno nisem največji ljubitelj piva, so pa ostali člani iz benda kar veliki ljubitelji, tako da se najde za vsakega na takšnem dogodku. Ne. Letos je veliko govora tudi o poti in o vlakih. Kako boste šli vi v Laško? Ja, party vlak kar zanimivo zveni, ampak mi bomo po mojem, da vselej mogli iti s kombijem. Oziroma, morda bomo celo že kak dan prej tam v kakšnem hotelu se sproščali. Omenil si party vlak, ste sami imeli kakšne partije na vlaku? Ne, na vlaku ne, smo imeli pa že kdaj kakšno žurkico na busu, recimo, ko smo se pelali snemati video spot za Carpe Diem, ko smo imeli toliko statistov, jih je bilo treba spraviti z ene lokacije na drugo, pa smo imeli kar žurkico na busu. Ko si ravno omenil revizijsko pesem, kako priprave na Liverpool? Odlično, danes v bistvu zaključujemo in oddajamo naš nastop. Smo zelo samozavestni v to, kar smo pripravili in se kar veselimo že nastopa v Liverpoolu in pa vseh predeurovizijskih dogodkov, na katerih se bomo zdaj pojavljali, ki so povsod po Evropi, Barcelona, Varšava, Madrid, Amsterdam, London. Zdravljen, Dragan. Sigurno ena največjih eminenc v Sloveniji, kar se muzike tiče. Kako se vam zdi to pivo in cvetje, program, glasbeni? Ja, jaz ne vem še točno, kaj vse bo. Tako da sem v pričakovanju, predvsem me zanimajo tuji gostje, ker domače, tako kot sem vse videl, več ali manj, te, ki so bili najavljeni za letošnje srečanje. Pač sem v pričakovanju tujih gostov, ki jih zdaj zaradi korone in zaradi drugih stvari ni bilo. In sem v pričakovanju obvestila o tujih gostih. Kdo bo je tuj? Kaj pa glede naših slovenskih zadovoljen ali bi še koga dodal oziroma izključil, če bi lahko soorganiziral recimo? No, normalno, da sem tudi pričakoval, da bo tukaj skupina, ki poje v Laškem pivu, Šankrok, ki so pač domačini, redni gostje. Ampak to, kar so najavili, tako kot je rekel organizator Grega, da so zbrali tisto, kar je najbolj popularno, najmočnejše v Sloveniji, v domačih izvajalcev. Tako da po mojem bi ta zbor čisto v redu. Se boste udeležili tega festivala letos? Če bo kaj zanimivega tujega, bom prišel. Sicer pa ne? Ja, s kolesom je predaleč. Pa se je zrihtan vlak, z vlakom mogoče? No, nisem še rekel zadnje besede. Obljubim ne, ampak če bo res kaj zanimivega, se pa vidimo, ker sem bil vsa ta leta kar reden gost. Tudi, ko sem še delal na radiju, da smo poročali za mojo hišo, oziroma našo hišo, delali intervjuje in pogovore tudi s tujimi izvajalci. Tako da res sem pričakovanju, kaj se bo letos ponudilo. Če pa pobrskamo nazaj malo v preteklosti, kateri je tisti festival pivo in cvetje, ki se ga najbolj spomnite in zaradi katerega izvajalca, mogoče tujega? Ja, mogoče zdaj tak je bil zadnji tuji, najmočnejši, da se spomnim skupine Europe, še posebno, ker smo v istem hotelu spali in da smo se videvali, tudi so bili zelo prijazni, smo se združili, pa tudi, da so zadovoljili, da se slika z njimi. Pa recimo Katrina in The Waves, da je tudi ona bila, pravim, vse tukaj bi jih lahko najbrž naštel, pa še prej, ker so bili dogodki tam ne v mestu, ob jezeru, da bi jih lahko tukaj naštel kar nekaj močnih imen, ki so bile. Ampak se pravim, to je že toliko nazaj, da ostajajo pa lepi spomini, nima kaj. Kdaj ste se pa nazadnje z vlakom vozili? Z vlakom sem se pa, mislim, da ravno sem šel enkrat v Laško. Ne, pardon. 2 leti, 3 leta nazaj sem šel v Maribor s kolesom. Na obisk Maribora, da so mi dovolili, da sem lahko kolobor dal. In zdaj kot penzionist imam zastonj prevoz, ker imam kartico. Kolo sem lahko gor naložil, z mano je še tudi ta primorski menedžer Marko Ipovec. No in potem sva po Mariboru pa malo poklicala stale prijatelje. Milan Petrovič se je javil, Ivo Mozer je bil takrat nekaj bolan. Celo, da sva obiskala Stojana Avre, mojega starega znanca, ki ima tam dvorano na Lentu, in je bil prijetno presenečen. No, potem bilo na vlak in domov v Ljubljano.